Nesporni derbi v 12. krogu prve lige Telekom Slovenije je potekal v Mariboru, kjer je domači Ljudski vrt pričakal nogometaše Domžal. Gostje so v sijajni formi na zadnjih dveh tekmah, gol razlika 10:0, medtem ko Maribor ni najbolje igral proti Velenjčanom in iztržil le točko. Domači so štartali porazno in tole je bil izjemen začetek za Domžale. Tekla je 8. minuta, Horvat 0:1, po napaki v mariborski obrambi, agresivna igra Domžal in takoj prednost na začetku. Po prodoru Alvirja odbita žoga do Horvata, ki je zadel z roba 16 metrov. Nemočen je bil Jasmin Handanović in Domžalčani so štartali izjemno in povedli takoj na začetku tekme. 16. minuta in še en udarec oddaleč Balkovca, odličen strel, katerega pa je tokrat odbil Handanović. Priložnost za nogometaše Maribora, žoga pred vrata Vršiča, tam je bil Alex Pihler, novopečeni reprezentant Slovenije, žoga pa je poslal nekoliko mimo domžalskih vrat. Izjemna kombinacija Domžal po kotu in na golovi črti je rešil Janža, streljal je Horvat. Tudi v drugem polčasu najprej izjemna priložnost za Domžale, oddaleč Alvir, odbita žoga proti Slobodanu Vuku, ki si je pripravil prostor za strel, ampak izjemna reakcija Jasmina Handanovića, ki je tokrat rešil vijoličaste. Ostalo je 0:1 vse do 51. minute, ko je Janža sijajno našel Tavaresa, ki je zadel za izenačenje na 1:1. Tole je bil izjemen jubilej za Markosa Tavaresa, kapitana Maribora, ki je igral svojo 400. tekmo v karieri za Maribor, prvič leta 2008 proti Kopru, tokrat pa je po 8 letih doživel še en izjemen jubilej in rekorder med nogometaši Maribora je Tavares. Da je bil tale dogodek še lepši za kapitana Štajercev, pa je poskrbel z novim zadetkom. Po predložku je streljal Novaković, odbito žogo pa je takole Tavares pospravil v prazno mrežo in Maribor je vodil z 2:1, v pičlih 5 minutah je prišel do preobrata. Domžalčani se z zaostankom niso sprijaznili, predložek Balkovca je prišel do Alvirja, ki je zapravil izvrstno priložnost za njegov 6. gol v letošnji prvi ligi. Gola tokrat ni bilo, mimo vrat je šel strel, po predložku Balkovca pa je domača ekipa žogo odbila, gostje so zahtevali 11 metrovko Tavaresa, ki naj bi igral z roko, a 11 metrovke tokrat ni bilo, žoga je bila izbita, nato pa prekršek nad Matjašičem, ki je preigraval in prosti strel za Domžale. K žogi je stopil Horvat, ki je bil v dobri dnevni formi, tokrat pa je njegov strel šel mimo vrat in zapravil je lepo priložnost. 91. minuta, Luka Zahović sam pred vrati Dejana Milića in 3:1 za Maribor, bržkone tekma, ki je bila odločena. Zahović je prišel v igro le nekaj minut predtem, takole pa je bil hitrejši od domžalske obrambe in izkoristil neodločnost Domžalčanov za 3:1. Še tretji gol Luke Zahovića po povratku v vijoličasti dres. Globoko v sodniškem podaljšku v 95. minuti še prekršek za rdeči karton. Matija Širo, ki je bil nekoliko nespreten pred vrati in bil izključen. Prosti udarec na robu 16 metrov za Maribor. Novaković je podal proti Boharju, čudovita kombinacija, ki pa je končala mimo vrat in tekma se je končala zmago vijoličastih. 3:1, težka, a pomembna zmaga za nove 3 točke. S tekmo več ima Maribor točko zaostanka za Olimpijo. Kaj je zmeraj tako vprašanje? Smo odlično odigrali drugi polčas. Kaj sem povedal? To, kar mora trener povedati. Odlično smo odigrali in to moramo potencirati. Zasluženo smo zmagali, ker je bil drugi polčas fantastičen. Res je, zelo dobro ste igrali in predvsem agresivnejši ste bili in to je bilo verjetno tudi odločilno potem na koncu. Definitivno. Imeli smo več prostora in ponavadi je tako. Ko ima ekipa Maribora več prostora, potem je zelo dobra. Na začetku pa je popolnoma jasno, da imamo neke težave, to ponavljamo non-stop, vendar se to enostavno noče razumeti. Potem gremo v neko napako, ki nas privede od tega, da gre polčas mimo. Nažalost je to tako. Drugi polčas več prostora, super tekma. Pa jaz mislim, da so v prvi vrsti gledalci lahko prišli na svoj račun, delamo tisto, kar smo obljubljali. Jaz mislim, da smo naredili en fantastičen polčas, tudi mogoče v drugem. Nekako v Mariboru rabiš idealno tekmo, mi smo si pripravili, mislim, da 4-5 izrazitih priložnosti. Maribor je, mislim, da kaznoval prav vsako.
Jaz nimam fantom kaj očitati, jaz mislim, da je bila lepa glediva tekma in gremo samo naprej.